Srečno, Lega. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Med rudarji. Naša tokratna gostja je Maja Malovrh-Repovž, ki naju je kar povabila na svoj dom, da bo z nami delila svojo kar zanimivo rudarsko zgodbo. Maja, midva se že kar nekaj časa poznava, pri kakšnem projektu sva skupaj sodelovala, pri tem rudarsko-muzejskem etnološkem društvu Srečno Zagorje. Se tikava, tako da predlagam, da tako ostane tudi v tej oddaji. Velja. No, ti se lahko pohvališ, da si po očetovi strani že 5. generacija tistih, ki se ukvarjate, pa ste se ukvarjali z rudarskimi poklici. Tudi po mamini strani je bilo kar nekaj teh rudarjev, nekaj rodov. Vse skupaj se je pa začelo z Janezom, ki je prišel v te naše zasavske rudarske kraje čisto iz drugega konca. Ja, prišel je iz Rakeka v Zagorje, najbrž tudi zaradi tega, ker se je tukaj začelo premogovništvo takrat razvijati in se je tukaj dobilo delo. Potem so se... Pa je kar takoj šel v rudnik? Ja, mislim, da je šel takoj v rudnik delati, ker tam so bile najbrž boljše plače ali pa sicer pogoji dela niso bili najboljši, ampak sploh takrat, ne? Ja, v tistih časih. No, tle si je tudi ustvaril družino in med njimi je tudi moj praded, ne? Ja, Eden. Eden, Tako, praded, ja. Ja. In to je pa bil Franc. To je bil Franc, ja. In ta Tudi, je tudi v rudniku. Tudi delal v rudniku. Ta je vozil pa lokomotivo najprej, potem pa izvozni stroj. Aha. A lokomotiva je... V jami v Kisovcu. V Kisovcu. V bistvu A lokomotiva je pa že vozila po Zagorju? Mislim, da so v tistih časih potem Počasi naredili tisto povezavo, da so iz jame Kisovec vozili dol v separacijo v Zagorje. Pa po rovih nekako po tudi, ne? rovu, po tem rovu, ki zdaj imamo že malo muzejskega. Ja, ohranjamo malce to, ja, ampak se pa ne da več po rovu, ne? Ne, Verjetno rov je se skupaj zasut, zasuta. podrt verjetno, ampak vhodi, portali so pa še vidni in to verjetno bojo ostali. Na srečo se je potem tudi Franc poročil, ne? In je na svet prišel med drugim tudi Franjo. Ja. Verjetno tudi Franc. Ja, Franc je bil, ampak so ga klicali Franjo. No. To je bilo takrat značilno, da so imeli otroci po očetih imena. To pa že je oče od tvojega očeta, To je bil Metoda, oče ne? od mojega očeta, je bil Franjo, ki pa je bil, se je tudi pač Šolal? ja, bil je med najbolj, rekla, perspektivnimi, takrat so rekli v šoli in so svetovali staršem, da ga dajo v šolo, da naprej v šolo, ne. In čeprav so imeli bolj revni družini je živel, ampak so mu vseeno dali možnost in ga poslali v gimnazijo v Ljubljano. No, in potem je tudi nadaljeval študij na rudarski fakulteti in doštudiral leta 1928, v bistvu zelo na začetku, ko se je sploh ta fakulteta ustanovila. To je pa tudi zanimivo, no, seveda je pa potem se rodil tvoj oče Metod, katerega leta? Leta 1931 se jim je rodil moji babici in dedku, ne, se je rodil moj oče Metod, ki pa je se tudi podal v rudarstvo, ker mu je verjetno oče v zibelko to položil, ne? Ja, to... Ampak če se vrneva še malce nazaj na Franja, seveda vmes se je potem zgodila še druga svetovna vojna. Enkrat vmes je bil preseljen v Šlezijo, ali kam? No, moj ded, ne, jaz ga sicer nisem nikoli poznala, ampak vendar v njem kar nekaj sem izvedela od babice, pa tudi od očeta. In sicer on je bil tako zelo zagnan za rudarstvo v tistem času, ki je on delal v Zagorju. Začel je v bistvu v Trbovljah, potem pa je večino časa pa delal v Zagorju. Takrat, ko se je začela druga svetovna vojna, je bil že v Zagorju, prej pa nekaj let v Trbovljah. No, in takrat se je odprla jama Podstrana, po tistem, no,
pa tudi začelo se je že v bistvu odpirati jamo kot redež. Tako da bil je predvsem se je ukvarjal strokovnjak na področju jamskih požarov. Tam je bil, so ga tudi na druge rudnike klicali, kadar so imeli te težave z njim, z požarji, tako da je bil kar strokovnjak. Med drugim je bil v Zagorju nekaj časa tudi, zdaj bi rekli direktor, takrat se je rekli ravnatelj rudnika nekaj let. No in glede na njegovo strokovnost pa verjetno zagnanost takrat je bil tudi, bi ga nej predlagali oziroma je kandidiral, da bi bil pač profesor na ljubljanski fakulteti, vendar tega ni dočakal, ker ga je predtem na poti v službo izdala bolezen, zahrbtna bolezen, skratka. Mlad je umrl, ne? Mlad je umrl, 54 let. let. To se je zgodilo že po vojni? Leta 56. 56, ne? Ja, med vojno, ja. Med vojno je pa bil pa to ni bil izgnan, premeščen, ne? V bistvu premeščen, ja. Takrat je rudnik prevzela nemška oblast, ne? In tisti, ki niso bili verjetno politično na njihovi strani ali pa dovolj, ki niso bili za Nemce, ne? Dovolj ta pravi za njih, ne? Tiste so pač majčkeno premestili ali pa odstranili, ali kako bi rekla. In kam so ga najprej? Majčkeno so ga tudi zaprli, potem pa so ga poslali v Šlezijo, ampak tam gor so ga zavrnili. Je pisalo, da ni politično ustrezen, primeren. In potem se je vrnil tle, službe ni imel in je izkoristil neko prijateljsko zvezo z direktorjem takrat v Senovem in odšel je v Senovo, tam dol služboval 2 leti. Tudi sina Metoda je s seboj vzel, zato da je, ker je njegova teta, ne, mamina sestra, rekla, otrok mora v šolo. Tudi če je vojna, mora v šolo. In je hodil v Senovem oziroma v Brežice v šolo iz Senovga. In se je oče verjetno tvoj naučil nemško? Ja, takrat se je v bistvu skozi cel čas druge svetovne vojne je hodil v šolo, ker sta to zahtevala mama in teta. In se je naučil dobro nemško. In še danes govori nemško. Še vedno, ne? Ja, super. Zna. No, zdaj tu se bova malce ustavila, pa šla še na mamino družino. Tudi zanimiva družina. Dejala si, da so tudi mamini predniki bili rudarji. Ampak med drugo svetovno vojno je bilo pa tudi za njih kar precej tragično. Izseljeni so bili tam, kjer smo bili mi pred kratkim na izletu v Bosno, visoko, ne? Kjer so piramide. Ne? Zdaj so piramide znane. Ne? Takrat mama o njih ni vedela. Čeprav je bila takrat rosno mlado. To je bila še punče, ne? Ja, otroček. Ampak vendar vedela je pa veliko v teh zgodbicah, ki jih je njena mama potem razlagala. Moja babica, tudi nama s sestro, sva o teh partizanskih oziroma časih izvedela veliko. Veliko, ne? Ja, veliko. Je bilo pa zanimivo, ne? Najprej so bili v takšnem zbirnem taborišču v Brestanici, v Reichenburgu. Ja. Od tam so jih pa odpeljali v Visoko in tam dol je bil to taborišče tako, kar sem jaz si predstavljam, da je bilo to tako bolj odprtega tipa. In so potem tudi oče, dedek, ne, je bil dol in je celo kuhal dol. Sprva so bili vsi trije skupaj, ne? Ja. Tudi včasih, ne, je dobila kakšno slaščico od kakšnega nemškega vojaka. Ja. Tudi sami so imeli doma otroke in verjetno tako lušno malo punčko. Malo pocrkljali. Enkrat je odpeljal en vojak v trgovino in je kupil nekaj bombončkov in mama je letela za njo, kam se je odpeljali. No in pol je videla in je pač ta vojak povedal, da ima on tudi
nekega otročka doma in če njemu ne more kupiti, bo pa njej polepšal dan. Bilo pa je takrat pomanjkanje, ne? Ker ena skorica kruha je tudi zanimiva zgodba. Ne? Ja, to je bilo na vlaku. Ne? Ki jih povemo našim otrokom, pa kar ne morejo verjeti, pa našim vnukom. Kako je že bilo tvoja mama? Moja mami, ne, so se z babico peljale, ko so jih izselili v vagonih, bilo je polno ljudi in ona je rekla, mami, jaz sem lačna, a mi daš en štrudeljček. Pa rekla, nimam, pa mi daj pa saj namazanega kruhka. Tudi tega nimam, Marija, boš mogla še malo počakati. Ne, pa mi daj pa enega, sam kruhka, ne, tudi to nimam. Jaz skorico kruhka bi pa vseeno. Ni bilo ničesar. Cel vagon je jokal. Ja, žalostno, ne? Ja, Žalostno se je pa končala tudi zgodba maminega očeta. In sicer skrivaj je prebegnil partizanom. To je bilo tako med vožnjo z vlakom, ali kako? Ja, iz Visokega so v bistvu vsi trije skupaj pobegnili in v vlaku, da so se peljali do Zagreba, kjer so imeli neko sorodstvo, ki so jim pomagali potem se vključiti v partizane, skratka mojemu detku, da se je vključil v partizane. Ampak mama pa njegova hčerka, žena pa hčerka sta morali pa spati, ne? Ja, mogle so, rekli so moji babici, mamici, da naj kar spi, zato da bojo sigurno prej prišli, ne? In to pa zato? To pa zato, da jih pač te racije, ki so se takrat po vlakih delale, ne? Da so poiskali takšne, recimo, kot so bili zdaj oni, ki so bežali, da jih ne bi ugotovili. In dejansko so prišli srečno do Zagreba. Da ne bi vedela, ker otroci pa pošteno povedo, ne? Bi rekla, ja, ati je šel pa k partizanom. Ja, tako so srečno prišli v Zagreb. In tvoj dedek je res šel k partizanom. Ja, iz Zagreba pa šel. Potem nekako dobil povezavo, da je bil v Sloveniji. In od takrat se potem z mamo nista, pa tudi svojo hčerkico ni več videl, ker kaj se je zgodilo? Kdaj se je to zgodilo? To ob koncu vojne bolj? Ne, to je bilo 1. maja leta 1944. Je bila tlele, v bistvu so imeli en sestanek na Zeleni travi. To je nad Zagorjem, recimo, ne? Zdaj po enih podatkih so bili izdani, po drugih so bili pač samo obkoljeni. Skratka, od 4, ki so bili takrat tam, se je rešila samo ena, ki se je skrila v Grmovje. Ostale 3 so ustrelili. In so bili tudi tam potem pokopani? Ja, no, takrat so bili tam, potem pa so zdaj prekopani na pokopališče, ampak na mestu, kjer se je to zgodilo, pa je zdaj spomenik. No, se tega se bova dotaknila. Kaj pa mama? Tvoja babica je kaj vedela, je zvedela 44. leta, takrat je bila izven Slovenije, ne? Ja, takrat je bila še v Zagrebu. Še v izgnanstvu, ne? Je zvedela, ampak ni čist hotela ali pa mogla verjeti, ne. Ampak na koncu je bilo dejansko res. Je ostala mlada vdova in vdova vse do konca. Do konca. Do 10 let nazaj je še živela. Dočakala je res lepo in zavidljivo starost. Pa je veliko krat govorila o svojem možu, tvojem detku? Ja, zelo velikokrat. In skoraj do zadnjega je šla vsak let 1. maja na ta pohod. No, to je pa ta pohod. Na tej zeleni travi je spominsko obeležje. Ja. In tudi to je zanimivo. Ponavadi je bil vedno na 1. maja, ampak na 1. maja je bil tudi pohod na Pleše. Ampak enkrat se je zgodilo, ne, da predsednik lokalnih borcev je umrl. Ne vem, zbolel. Ni bilo več govornika. In kaj se je zgodilo? Ja, potem smo prišli na tisti konec pohoda, ker ravno pri tem spomeniku Začne se pri gasilskem domu, ne, verjetno? Ja, začne se pri gasilskem domu. V Ravenski vasi, ja, obišče se pač ta spomenik tle pri gasilskem domu, potem še enega očeta 9 otrok tam prav proti Zeleni travi, malo naprej.
in potem se tle na koncu gor na tem spomeniku se Tam, kjer- zaključi aha. pohod. Tako da tam je bilo konec in so ljudje začeli spraševati, kaj je se tukaj dogodilo, ne, ker se nihče ni nič povedal. Ne. In smo se najprej kar malo gledali, moja babica je sicer nekaj malega vedela na hitro povedati, ampak to ni tako, ne, kot če si nekaj pripraviš. Ne. Tako da potem smo pa naslednje leto rekli, bomo pa nekaj pripravili. No, in Malo zdaj- vrhi. Ja, kar sami. Aha. In so se kar sami zadolžili in zdaj že, mislim, da smo imeli leto že ta 20. In zdaj smo je že to kar pravilo, ne, da to mi pripravimo eno In kratko. koliko jih pa pride na ta pohod? Jaz enkrat sem bil, no, takrat jih je bilo, ne vem, tako, od- 50, 60, mogoče tudi jaz kaj več. mislim, da od 50 do 100 ljudi kar pride, različno, odvisno malo od vremena. Še vedno je bolj tradicionalno, vsaj v Zagorju, da gredo na pleše. Ne? Pleše, ja, so bolj. Ampak tudi tle se mi zdi, da je iz leta v let več ljudi, se pravi, malo je pa odvisno od vremena. No, zdaj pa greva k tvojemu očetu, pa k tvoji mami. Oba sta naredila zanimivo poklicno kariero. Tvoj ata ves čas v rudnikih. Mama je bila pa tista, ki je tudi mnogo teh fantov, ki so prišli iz drugih jugoslovanskih republik takrat, naučila slovenski jezik, ne? Učiteljica. Se pravi, jaz sem malo povezana z rudarstvom, bila z ene in druge strani. Tudi to nekaj, da moj dedek je bil tudi rudar, pa potem je pa rudarski godbi igral klarinet, mislim, da Aha. ta dedek od mame. Ne. Tako da ona druga malo vrhova familija, pa ni glih muzikalična, ne, tako da ampak Ti si? nisem, ja. Si po drugi Nisem, pojedala. ja. No, saj to ni. Ampak ja, mami je pa potem učila nekaj let slovenščino na osnovni šoli, potem pa na rudarski šoli in skozi njene razrede, ne, so se res skoraj vsi teli rudari, ki so prišli iz Bosne na rudarsko šolo, so slovenščino se naučili malo skozi njene roke. Zdaj, a je bila premalo stroga za nekatere, ali preveč, mislim, da ne, ker tudi do mene ni zelo stroga bila nikoli. Tako da, ampak dobro, nekaj jih je pa naučila, ker nekateri zelo dobro govorijo, kakšni majčkeno manj. Očitno, to se je videlo tudi zdaj, ko smo šli na izlet v Bosno, v rudnik Breza. Je bilo seveda tudi nekaj njenih bivših učencev, da ta kemija je pa še kar, ne? Ja, Med ja. mamo, učiteljico, pa zdaj upokojnimi rudarji. Ja, imeli so jo rad, ne, ker jim je bila tako malo tako kot mama, ne, pravijo. Ja. Oni so takrat prišli 15 let stari otroci gor, si zamislite, ne. Ja. To so res rabili še mamo, no. Ja, Ne, zagotovo, ne ja. sam rekla, pa tudi te zgodbe, ne, v bistvu se že mi smo bili takrat, so bili drugi časi, ko sem bila jaz tudi 15 let stara, ker to smo bili približno enak star, ne. Ja. No, in No, pa tudi mama je imela sama izkušnjo, kako je biti nekje v drugem okolju živeti. Ne? Sicer je bila res tudi to je takrat res. otrok, ampak Ja, potem so pa prišli pa sem v Slovenijo drugi. Ne? ja, in se jih je, pač jih je tako za svoje vzela in jih je imela rada, pa tudi oni so ji vračali to, kar se mi zdi z Se je do dobroto. pokojitve je delala v tej šoli. Ja, no, tako. Vse dokler je rudarski šolski center obstajal, je delala kot rudarska šola. Ne? Potem je pa to se zaključilo v Zagorju, takrat je pa potem delala še nekaj časa v internatu. V Kisovcu. Ne, potem je bil internat tudi v Hrastniku. V Hrastniku. Kasneje že. To je bilo pa pol tik pred koncem. Je bila tam potem kot skrbnica. Kot vzgojitelj. No. Kot vzgojitelj, Ja, ne. kot vzgojitelj. No, tako da še tistih par let pol je šla pa v pokoj. Kdo se je pa prej upokojil? Oče? Mama? Mama prej. Mama. No, oče pa tudi opravil kar precej lepo zgodbo na rudniku. Ne? Čeprav, ne, ko sva se midva takole malce pripravljala na oddajo, sem bil jaz prepričan, da je bil on tudi direktor rudnika. Ne? Pa ni bil, ne? Direktor prav rudnika v Zagorju Ne, ni bil, ni bil. ampak je bil pa ves čas tehnični direktor v tem smislu, tehnika ga je zanimala. Ja, on je bil bolj
takšen bolj ustvarjalen. Ne. Jaz pravim, če bi ga hotela na hitu pisati, doma je bil vedno z beležko, pa je nekaj zapisoval, si nekaj načrtoval, risal, skiciral, to vedno je, ali pa bral kakšne strokovne revije. On, če to nekaj pove, on ne zna se niti tarok kartati, ker to ga nikoli ni zanimalo. Kaj pa računalniki? Računalnik pa takoj. To pa? To se je pa naučil, še preden, rekla, smo jih imeli tako v službah vsi. No in tvoj oče ni prvi, ampak je drugi najstarejši še živeči rudarski inženir na področju bivše Jugoslavije, ne, pa verjetno tudi v Sloveniji. To so zdaj v Bosni povedali. To je bilo, ja, tam malo predstavljeno. Pa gospod Mlinar. Mlinar, ja. Je še starejši. Ja, starejši, ja. On je še starejši. Kakšna pa je bila doma, ti imaš še sestro, kakšna pa je bila ta doma vzgoja na eni strani knapa, ne, v tistih bolj vodstvenih funkcijah, pa na drugi strani mame učiteljice? Jaz ne vem, če si upam to povedati. Je lahko. Mama je bila stroga doma? Ne, nobeden ni bil zelo strog. No, vendarle sta pač svojim, jaz pravim, bolj zgledom nam dala neke usmeritve, kako naj. In jaz mislim, da nikoli ni bilo nič mi prepovedano, nikoli nismo imeli kakšnih posebnih... Zelo liberalna vzgoja potem? Ja, liberalna, sam se pravim, da sta mi dala večinoma vse zgledom, kako je treba. Jaz sem kar vedela, ker meni ni bilo treba nič povedati, kaj smem pa kaj ne smem. To je bilo kar jasno. Ni bilo treba nič govoriti. Sem imela pa tudi kar veliko dovoljenja. Jaz sem šla lahko tudi zvečer ven, sem lahko tudi pri prijateljici prespala, so mi zaupali. Kakšne druge vrstnice verjetno ne takrat, ne? So zaupali. So mi zaupali, ja. In si vračala zaupanje? Ja, se mislim, da sem. Sicer ne bi pstila, ne? Verjetno, ne? Ja. Dobro, dejala si, da oče ni igral tarok, pa vseeno, so bile v večerih kakšne igre? Kakšna druženja? To ja, ne, vse tako. On sam pač kartu ni, ne, drugače pa je tako bil, kar družili so se kar. Veliko obisku smo imeli včasih, predvsem njegovih kolegov. No in veliko so se pogovarjali prav o rudniku in o rudarstvu. Že ko si bila ti otrok? Ja. Pa tvoja sestra? Ja, to so bili kolega, recimo večina so pokojni, inženir Rozbič, inženir Flisek, te so bili tako kar redno naši prijatelji, obiskovalci. In z njimi je oče veliko predebatiral o rudarstvu. Kako to, da si se ti odločila, da bo šla po očetovih poteh zdaj? Sestra tvoja se mi zdi, da se bolj za medicino odločila. Ni šla v knapošno, ne? Kako pa ti? Jaz sem pa bila bolj tak tehničen tip. Oče me je tlele velikokrat vodil, ko smo hodili na sprehode, pa mi je razlagal vse sorte gor po hribih. Tukaj je to, pa ruardi, pa gor, pa dol, pa vse. Skratka, veliko sva prehodila na raznih sprehodih, pa se pogovarjala, pa mi je vse razlagal že takrat, pa v teh vrtin, ki so jih vrtali tam proti Kisovcu, ne. To sva hodila včasih gledati, ne, kaj delajo, ne. Ja, pač mene niti mogoče ni takrat to toliko zanimalo, ne. Ampak z njim sem šla, ne. Če sva šla na sprehod, sva šla pa še kaj pogledati, kaj, ne. No, potem sem pa, ko sem bila na koncu gimnazije, sem razmišljala, kam iti. Zanimala me tehnika, kaj drugega, ne zelo. Potem sem pa rekla, mogoče bi kako matematiko študirala, ampak sem rekla, če tam bo sama matematika, to mi bo pa vseeno preveč, bi bilo pa boljše, če že tako malo širine, kaj drugega. No. In potem sem se tako odločila. Pa mi ni žal. Inženirja. In ti si dokončala potem, si postala inženir rudarstva? Ja, univerzitetni inženir. Univerzitetni, ne. Sta kaj delala z očetom skupaj še, je bil že v pokoju? Ne, oče je še takrat delal. V bistvu mi je veliko pomagal, za kar sem mu že parkrat zahvalila, ker mi je pač pomagal pri diplomi, da sem jo tako kar lepo uspešno naredila, pa naprej pri strokovnem izpitu, no, čeprav tam so bili že drugi zraven tudi.
Tako da, ja, je še delal takrat. Verjetno si kaj čutila, kakšen odnos imajo rudarji do očeta. Kakšnega so imeli? Zelo pozitivnega, saj kar sem z njimi, s komarkoli sem govorila, so imeli o njemu zelo pozitivno mnenje. Tudi o mojemu dedu, tisti pač starejši, ki so ga že poznali, o tem, ki sva prej govorila. Ja, ki je umrl, zgodaj. Tudi o njemu je bilo zelo pozitivne in take. Ker je pri rudarjih, a te sprejmejo ali pa te ne sprejmejo, ne? Ja, oba sta bila kar dobro sprejeta. Gor vzeta. Med rudarji, ja, kar. Je pa opravljala res različne poklice v jami, oziroma odgovornosti, naloge. Na večjih delovnih mestih je bil, prav na tisti najvišji, da bi bil direktor recimo rudnikov Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, Zasavskih rudnikov, to pa ne. Tudi verjetno tudi ambicij ni imel, ne? No, ja, ni imel tukaj ambicij. Čeprav na koncu je bil, preden je v bistvu zapustil rudnika, je bil član, takrat se je rekel, kolektivni poslovodni organ, takrat je bil član, to jih je bilo po mojenih, ne vem, zdaj mogoče bom rekla na pamet kar 10. Prav direktor tega, predsednik je bil pa Klenovšek Srečko, to v Trbovljah že. Takrat je bil, so bili združeni vsi rudniki, v ta RRPS oziroma RRPS, in zraven je bila tudi elektrarna, to je bilo 6000 ljudi približno. Zaposlenih takrat, to je polno. Ja. Preveč. Toliko delovnih mest smo izgubili, ne? Ja. Pa smo jih toliko pridobili. Ne, nikoli jih ne bi. Kako mu je šlo, pa tudi tebi, ta odločitev, tisti referendum o TET, ko se nekako Slovenija odločila, preostali del Slovenije, ne Zasavje, da pač se ne bo šlo v gradnjo tega bloka, novega, tretjega bloka, kar je pomenilo tudi, da se zgodba rudarstva končuje na nek način. Ja, to je bila res ena takšna prelomnica takrat, v tistem času, ja. Mogoče je bilo malo pretresljivo, danes bi bilo mogoče še hujš za njega, ki je starejši, ampak mislim, da vse te stvari kar vzel za dobro, tudi moj oče in tudi mi smo pač rekli, tako je, Sej mogoče... Je bilo tudi pridobivanje že predrago? To je ekonomično neupravičeno? Zagorje je imel to skozi ta problem, da je v bistvu vode 9 kubikov na minuto se je črpalo vode, in to je ogromen, to je velik strošek in v bistvu je bilo težko spustiti, znižati, da bi bila cena premoga toliko nizka, da bi bilo rentabilno. V bistvu je mogla takrat država skozi pomagati, da smo v bistvu lahko to ohranjali proizvodnost take globoke jame, kot je Plakotredeška jama. Tle se je pridobival premog z globin 500 metrov pod površjem oziroma z 262 metrov pod morsko gladino. Ja, to je kar neka velik strošek, dvigati tako visoko vodo. Potem pa še kupcev počasi zmanjkalo, s tem, ko termoelektrarna Trbovlje, ko se ni na novo razvijala. Ja, ker ni šlo naprej. V Ljubljani so se odločili tudi potem za drug indonezijski premog. Je bil cenejši. Mi vsi, ki smo pa prej kadili iz kakšnega Raufunka, dimnika se je kadilo, smo pa tudi prešli na drugi energent, ne več na premog, na plin, pa na kaj drugega. Tudi v teh dolinah je bilo to prej boljš, kot slabš, ne glede na delovna mesta. Da mi povej, kako se je bilo pa tebi prvič srečati z jamo? Enkrat je bil tisti dan, ko je morala punca oditi v jamo, med knape. Se nisem šla samo enkrat, sem šla veliko. Ampak ta prvič, ne? Ja, enkrat ta prvič, ja. Prav ne spomnim se, kako je bilo, da bi rekla, da se prav spomnim tistega prvega dneva. Ampak tlele na rudniku v Zagorju sem prišla pač kot takrat že ne še kot diplomantka, nisem še dokončala, ker so nas vzeli zmeri še tako malo prej, pa smo pa tam lahko diplomo naredili in potem kot asistent so nas zaposlili, pa smo bili pa še enih parih mesecih, pa smo pa diplomirali vsi tako, večino naš študentov tako prišli.
Ampak sem imela še kolege zraven, tako da nisem bila nikoli prav sama. Kolega Mars Smeran je bil z mano takrat. Pa Orlek. Takrat je v Orleku igral. Tako da pa sva veliko skupaj hodila tudi po jam, tudi sama, no, kdaj. Večinoma pa s kakšnim tehničnim vodjem. So vedeli, da si malo vrhova? Seveda. Ja. Kje je pomagalo to? No, ne vem, če je pomagalo, ne. Mislim, da ne. No, je pa... Pa ste šle ženske, ženski del rudarjev tudi v teh šihtnih cotah, bataškornih šofecah, pa potem v kopalnico, sam verjetno ženske za sebe. To smo pa imeli malo privilegija. Vaš hava, smo rekli to. Ja, dobro, vse v Zagorju je bilo tukaj zelo poštimano, je bila inženirska kopalnica, pač bila posebej. Pa bela pa črna vaš hava, ne? Tisto je bilo pa za knape, ne? Ja. Drugač pa tle za nas je pa blažja inženirska kopalnica posebej, tako da tam so imeli vsak svojo kabinco, ne, tako da... Je bilo poskrbljeno za intimnost, ne? Ja, je bilo. Ja, kar sediči, ne? Kar kje, no, tudi kje ni bilo, ne? Perkmadic ni pa nikoli nič ušpičil. Meni v jami ne. Ne. Ne, ga nisem videla. Se te niso sposodili, knape se ti pa tudi niso sposodili, ne? Ne, prav hudo ne. Prav hudo ne. Ti pa tudi ne. Ne. No, bila si tudi v Trbolah. Kaj pa bilo praktično v projektivi? Kaj si projektirala? Kje bodo še kopali premog, kaj drugega? Zdaj so tudi jamomirci. Čem je zdaj to razlika? V Trbovlah, potem najprej sem bila v Zagorju, no, tam sem imela en tak projekt, lušten to jamo dole, ne. Ta je bil takrat nizkokalorični premog, se je potem še malo odkopaval, pa tudi v jami kot redeš, no, smo tudi kaj še projektirali, ampak potem v Trbovlah, ne, je na projektivi Trbovle, ko sem prišla tja, tam so nas pa malo razdelili, sem pa jaz imela pač področje hidrologije za jamo Ojstro in Trbovle, v bistvu samo v jami Ojstro je bila hidrologija veliko bolj zahtevna, pomembna. Kaj to pomeni? Voda? Voda, ja, to je voda. Vdor vode? Ja, vdori vode so se takrat v jami Ojstro kar dogajali, ne. In v bistvu smo mogli narediti eno takšno karto vseh vdorov iz preteklosti, da bi pač na tisti osnovi lahko, rekla, predvideli, na katerih področjih je dejansko bolj nevaren, kje pa malo manj, ne. Pa to v bistvu je pomemben, zaradi tega, tukaj je zelo pomembna zraven geologija, kako sledijo plasti, ki pač preprečujejo dotekanje vode oziroma zapirajo vodo, ki je v kakem vodonosniku, ki je nad plastjo premoga. To so imeli zelo hude probleme, jama Kotredež, ne? Ja. Najprej so mislili, da je glavni problem Kotredeščica, so jo tudi obložili, vsaj trikrat, ne? Leseno, z gumo in potem še... Verjetno je malo tudi napajala, ne? Hribino, ne? Tudi Kotredeščica. Tudi še kaj drugega, ne? Ja. Tukaj so največ problemi, ne, to je bil tudi ta veliki vdor v jami Ojstro. So Madžari pomagali potem, ne? To je bilo pa v Kotredežu. V Zagorju? To je bilo v Zagorju, v Kotredežu, ko je prišlo do tega vdora leta približno okrog 80. Takrat je skoraj jamo Kotredež potopil. No, jaz takrat še nisem delala, ne, sem še študirala oziroma še v gimnazijo hodila. Oče pa je, ne? Oče pa je in takrat je bil ravno župan, ampak je on takrat vseeno pomagal reševati tisto jamo Kotredež, ker se mu bi zdelo to grozovito, da bi takrat že kar potopila se jama in bi bilo konec za vse. Ne? Pomagali so pa Madžari, kako bi prišlo do tega, jih je poznal, pa tudi še potem je še se slišal z njimi. Ja, on je sodeloval, to je ena firma KBFI, ki je takrat zagotovila črpalke, da so na 8. obzorju zmontirali črpalke, ki se je v bistvu že potapilo, in so zmontirali te madžarske črpalke, s katerimi so rešili jamo in dejansko se je potem še nekaj let pridobivanja premoga v Zagorju.
Zanimivo, omenila si, oče bil župan en mandat, sicer predsednik skupščine občine Zagorje, ampak zdaj bi rekli župan. Tebe pa ne zanima glih politika, ne? Zdaj ne vem, če je očeta, ampak toliko pa že verjetno, ne, da se je spustil tudi v to. Kdaj kaj pove o tem? Mu je bilo lepo na tem delovnem mestu? Verjetno niti ne toliko, če se je potem vrnil spet na svojo dejavnost. Mislim, zdaj to, jaz sem takrat to nisem toliko spremljala, ampak mislim, da je bil tako malo, ne bom rekla, delegiran, ampak takrat se je to kar... Se kar zmenili, so se kar zmenili, pa ti župan, ne? Ja. Tako da tudi, ne vem, mislim, da so celo vmes bili še tako, da sploh niso bili... Profesionalno, ja. Ampak on je bil, no, in tista 4 leta je bil župan, ne. Tudi županova hči. Ja, kakšno tako zgodbico v gimnaziji sem imela na ta račun. Recimo en profesor je rekel, no, ti dam 4 za tog županova hči, ampak sem rekla, ja, to pa ne rabim, pa kar 3 dajte. Kaj dal potem 3? Ne vem. Ne se učeta bo, se hecam. No, ti si, prej si to vprašal, kakšna je razlika zdaj projektiva Jamomirci? To je sodelovanje verjetno. Zdaj Jamomirci, to se sliši, merijo jame, ne? Jamomirci merijo jamo, pa lahko tudi, če narobe zmerijo, narobe pridejo. Ampak vem, da je bil eden, ki smo ga že v naši oddaji predstavili, Hajrudin Ibrahić, Caki, zelo natančen. Tudi tvoj sodelavec. Tudi, ja. Tudi moj sodelavec. Tudi več jih je bilo, ne? Ja. No, on je bil, ja, tak zanimiv kolega. Tako da, ja, on je bil Jamomirc, zelo natančen in meril je tudi vodo, tako da je on manj podatke priskrbel, ne, katere sem pač jaz pol malo obdelala in sva tako kar veliko sodelovala. No. Si imela ti jamska leta? Ja, to pa sem imela. To je bilo pa pomembno, da si potem šla, kdaj v jamo, ne? Ja, mogla sem kar jeti. Ampak nisi imela... Tako je, ne. Jaz sem šla v jamo, če je bilo potreben. 3 mesece. 3 mesece. Kaj pa rudarjem so pa več priznali? Rudarjem, tistim čista najbolj, mislim, da celo 5. Takrat, več, ne? Ja. Bila si pa tudi aktivna v času te zadnje stavke, ampak to pa verjetno res zadnje rudarske stavke v teh zasavskih koncih, verjetno še kakšna bo v Velenju, kjer še pridobivajo premog, ampak tudi tam se počasi zgodba zaključuje. Zdaj, nisi bila v jami, ampak ste v upravi stavkali tisti upravni delavci, ampak tudi tam spali, ne? Za hrano so pa poskrbeli dobri ljudje, ne? Ja, pač za hrano so poskrbeli, ja. Včasih smo dobili, so nam Velenčani poslali, ne vem točno vse, od kje vse prišlo. Lačni niste bili, ne? Ne. Kako je bilo takrat? Je bilo takrat res to skrajni ukrep, da je bilo potrebno se odločiti za štrajk? Ja, bi lahko rekla, verjetno je bilo, no, tako da mi smo podprli stavkovni odbor, ki se je tako odločil. Rekli smo, zakaj bi bili proti, če bomo s tem pridobili oziroma bojo rudarji pridobili. Mogoče mi same ženske nismo s tem nič pridobile, ne? Pridobili so predvsem knapi, dejansko knapi, ker so s tem zakonom jim potem omogočili, da grejo ta poklicno pokojnino, ne, dobijo predčasno, ne, da se lahko upokojijo. Čeprav vem, da je dolgo trajala ta stavka, na koncu je prišla tudi takratna predsednica vlade Alenka Bratušek v jamo. Vem, da je bilo spodaj malce strah, ampak so jo knapi lepo sprejeli. Seveda je marsikaj obljubila takrat, ne? Ampak potem, ko se naredi pa beli dan, pa ni vedno čisto tako, ne? Ja. So kakšni pravni zapleti, denarja zmanjka. Sigurno, čisto vse tako ni bilo, kakor je obljubila, ampak nekaj se je s tem vsaj pokazalo, da če pa je treba, pa knapi tudi znajo skupaj stopiti, pa pokazati, da so tam in da je treba tudi na njih pomisliti. Pa kaj narediti, ne, da so čisto pozabljeni od vseh. Ne, ja, dejstvo je, da se ne prej že nekaj let, pa ne potem toliko o Zasavju ni govorilo kot takrat. Ne? No,
če pa za nekaj bilo dobro, bilo pa saj za to. No, pa del jame je ohranjeno, te v Hrastniku, za razne prireditve, kar je dobro. Žal pa ni veliko ostalo sledi rudarstva v Zagorju. Nekaj zunanjih površin, jame so pa žal čisto zasute. Ja. Zdaj, če bi to 20 let kasneje se zapiralo, bi se verjetno tudi malce drugače razmišljalo, ali ne. No, mogoče bi bilo, je pa tako, voda, ne. problem, ker jaz še kar mečkam projektiram, in delam tudi za zapiranje pač za RTH. Problem teh objektov ohranjati, je to, da tukaj ni hribina v kamnu. Če hribina ni samonosilna, je to pomeni, da je treba te objekte... To je recimo Mežica, ne? Ja, tam imajo Idrija, je tudi lažje, ne. Je pa Postojnska jama, ne? No, to je samonosilna hribina, kjer se naredi rov in to stoji. V materialih, ki so v premogovnikih, je pa to veliko težje, oziroma hribine, ki niso samonosilne, morajo biti podprte, kar pomeni, da moraš stalno obnavljati ta podporje. To ni za zmeri, to je skozi strošek, da se to postavlja. Tako da mogoče toliko napačen tudi ni, da te stvari so se mogle zapreti. Mogoče bi kakšno stvar, recimo vinarov pa strojnico Jaška Vinem lahko ohranili, kar je bilo tudi najprej prvotno predvideno v projektu zapiranja Zagorja. Ampak to pač zaenkrat ni, mogoče se bo še kdaj kaj drugače obrnil čas, ne bom rekla, ali pa... No, nekaj je pa tam nasproti Špara, sta pa dva oljni, te dva rova pa sta v kamnu. Rov, eksplozivni, ker je bil eksploziv. Ja, tam je bilo skladišče razstreliva, kjer je pač rov in nad so tudi komore, ker pač skladišče razstreliva ima prav posebne zahteve, kako morajo biti shranjeni. Pač vsa ta razstreliva morajo biti tako ločeno shranjena v 2 komorah, da ne pride. To se pa da tam še kaj postoriti, ne? Tam se bo pa lahko tam še kaj, Tam pa je skala, ne? Tam je pa samo skali. Tam pa je samo nosilno, ker stoji že od vsega začetka. Pa mogoče bo še kdaj kakšen huntek voziček zapeljal po teh. To je ideja, idejni projekt je narejen. Tudi že predstavljen županu. Ja, pa mislim, da tudi župan že kar malo to podpira, samo tukaj samo še finančne... Denar sveta vladar, ne? Finančne zadeve pa so še. Velike zasluge, da je tako, je imel mogoče že predhodnik ohranjene rudarske dediščine, mogoče Janez Lipec, ne? Potem, 6 let nazaj se je pa ustanovilo tudi rudarsko-muzejsko etnološko društvo Srečno Zagorje. O 5. obletnici je šla tudi potem ta brošura, to smo skupaj sodelovali in smo kar ponosni na to, kar nam je uspelo. Uspeli so pa tudi nekateri drugi projekti. Evropska sredstva so se pridobila, dobro, ne zaradi društva, ampak tudi zaradi težnje, da ostane nekaj rudarskega v Kisovcu. Tako da je v Kisovcu vsaj nekaj ostalo. Muzej v Kisovcu je v bivšem šohtu. Saj zdaj v veliko boljšem stanju, kot je bil prvotno. Hvala Evropa tudi, ne? Tudi hvala, lahko se zahvalimo, tem evropskim sredstvom pa vsem, ki pač so za to poskrbeli. Tako da vse nekaj se je ohranilo, lahko bi se še kaj, ampak vseeno, jaz pravim, če bomo takole naprej, malo skrbeli, pa malo, rekla, občino opozarjali, kaj bi se še dal, ker res bi bilo škoda, da bi v tem Zagorju kar pozabili na rudarstvo, ki je 250 let dajalo v bistvu kruh in razvoj, ne? Ja, razvoj in pač pogon vsem, tudi vsem ostalim firmam, ki so pač se razvile, tudi tukaj. Nekaj imajo tudi turisti, ki pridejo sem, gre lahko po tej rudarski pohodni poti, z organiziranim strokovnim vodenjem, ponavadi to Franci Brinovec, pa še drugi pomagajo, ne. Tako da nekaj je, muzej se lahko ogleda, potem se bodo ta dva rova, ki sva jih omenila, ne. Ta dva rova, če se bodo povezala,
bi se dal upremiti kot pač v tem stilu, kot da je to dejansko aktivna jama, recimo, ne, v tem stilu. Tako, Pa še kakšna razstava, tako kot je bila pa ta zadnja, razstava, ja, da lansko se letna, v njej tako. starih lamp. Ja, mislim, da so tisti obiskovalci, ki so prišli na to razstavo lani avgusta, kar bili presenečeni in jih je malo to. Pač nas je pa vzpodbudilo, da bomo na tem področju še kaj naredili naprej. No, dobro je pa tudi oditi na kakšen izlet, da vidimo tudi, kako so še živeči rudniki, recimo v Bosni, delujejo. Ne? Ja, res. Tako da ti si v društvu kar precej aktivna, ne? Ja, jaz sem zdaj tajnik že kar nekaj let, ampak to kar veliko časa, ja, pa energije vzame. Verjetno si tudi nisi mislila, da je toliko dela pri ustvarjanju ene brošure. Ne? Ja, vedela sem, da je veliko. Si že kar vedela od začetka, pa se vam mi dva, ki sva vedela. Jaz sem vedela, da je veliko in da je to kar malo, tako rekla, bil kar na hitro narejen. Tako da upam, da je vsaj približno to, kar smo hoteli pokazati. No. Odzivi so kar dobri. Ja, mislim, vsi pa da so nikoli bili. ne bodo zadovoljni. To je pa res. Ne. Ponavadi tisti ne, ki nič ne sodelujejo. Ja, ampak recimo je pa en dober začetek, če bomo naprej še takole aktivni, bomo čez nekaj časa lahko še kako. Pri 10. obletnici. Ja, pri 10. sigurno, če pa ne prej, mogoče pa še kaj vmes, kakšne takšne zgodbe. Ja. To. No, temu nekako služijo pa tudi oddaje med rudarji, tako da nekaj ostane tudi v tej elektronski obliki. Maja, ti pa verjetno ne boš imela naslednike, ki bodo rudarji. Ne? Ti imaš sigurno, dva otroka, z možem imata dva otroka, no, tako Repovžem. Tako. Tudi vnučke že, ne? Vnuke. Ja, že 3. 3 vnučke. 2 vnuka pa vnučko. Tako da rudarji ne bodo našli veselje v kakšnem drugem poklicu. Vseh je dovolj, ne? Bolj sodobnih, recimo. Ne? Ja, pa sej, v bistvu nam reka, tako tudi moja hčerka oziroma pa mož, ne, zdaj recimo, da se pa pač pohvalimo, on je gradbenik, ima gradbeni biro in tele vhodne portale tega oljnega rova in skladišča razstreliva, recimo te vrata, ne, so oni narisali, pač občina je financirala, projektirali so oni, tako da malo na tem področju tudi naprej skrbijo, ne, da se te stvari pa pač mene malo podpirajo, ne, pri telem, ki toliko časa včasih porabim za društvo. Za društvo. Ja. Ja, kar dega še, no. No, se bom. Ja. Maja, hvala ti, da si naju gostila. Ja, hvala tudi tebi, da si vzel čas pa me takole povabil. Z veseljem. Hvala pa tudi vam za pozornost in po knapovsko srečno. Srečno, Lega.